O teh poročilih, o pogovoru, o izmenjenih besedah med Trumpom in Netanjahujem bi lahko rekli, je res veliko za razpravljati. Torej, veleposlanica Regal, najprej bi se rada obrnila na vas. Če so ta poročila vsaj delno točna, kaj nam to pove o trenutnem stanju odnosa med Trumpom in Netanjahujem? Torej, paradoksalno, morda javno izpostavljanje razlik koristi obema stranema. Na ameriški strani kaže vodstvene sposobnosti. Ne kaže, veste, obstaja ta kritika na strani desničarskih blogerjev, da desničarski podcasti pravijo, veste, da ga je Netanjahu potegnil noter. In to je Trumpov način, da pove, veste, tukaj jaz odločam. In Bibi bo naredil, kar mu bom jaz rekel. In prav tako paradoksalno, morda je to dobro za Netanjahuja, ker, kot je povedalo prejšnje poročilo, je Netanjahu tarča številnih napadov. Od Lapida, od Beneta, od Eisenkota, voditeljev opozicije, tistih, ki ga želijo zamenjati na prihajajočih volitvah. Pravijo, da je Trumpova lutka, da je šibek, da ne napada Hezbolaha, ker ga Trump drži nazaj. In tako je z Netanjahujevega vidika lahko celo reči, da mu je v korist, da se dejansko postavlja po robu in se prepira s svojim tesnim prijateljem, s predsednikom države Izrael, da brani interese Izraela, kar bi mu lahko koristilo. Spomnim se, ko je Trump med govorom v Knesetu ob svojem zadnjem obisku v Izraelu pogledal Netanjahuja in rekel: Bibi, znaš biti nadležen. Citiram po spominu, ja, lahko najdete točne besede, ampak si trd in se trdo pogajaš za Izrael. In mislim, da si je to treba zapomniti. Prav, seveda pa smo videli, da je Netanjahu odpovedal te napade na Bejrut, kar je, kot veste, naletelo na ostre kritike tako opozicije, kot tudi njegovih zaveznikov. Kaj pa vi menite? Kaj si mislite o tem dan? Glejte, razumem, kaj pravi veleposlanik, ampak Okamova britvica običajno pravi, da je najpreprostejši odgovor običajno tudi pravi. Netanjahu je dolga leta prodajal podobo človeka, ki je mojster manipuliranja z geopolitiko, da tako dobro razume ameriško politiko in da zna med vsemi spretno krmariti v korist Izraela. Zdaj pa poglejte, kaj se je dejansko zgodilo. V zadnjem desetletju ali približno tako je popolnoma in povsem odtujil Evropejce, ki so največji trgovinski partner Izraela in pravi zaveznik. Izrael je pridružena članica Evropske unije. Popolnoma je odtujil demokrate, ko je leta 2015 odšel v kongres in nasprotoval Baracku Obami. Odtujil je tudi osrednje republikance, saj je v zadnjih 3 volitvah precej odkrito stopil na stran Donalda Trumpa. In na zadnjih volitvah je popolnoma stavil na Trumpa, vse stavil nanj in tam je imel srečo. Zdelo se je, da mu je to prineslo nekaj koristi, ko je Trump napadel Iran. A zdi se, da se je ta vojna obrnila proti njim zaradi različnih strateških napačnih ocen. To je že druga tema. Najbolj odločilno pa je bilo, ko je Netanjahu prosil Trumpa, naj se vmeša v njegove osebne težave v Izraelu s sojenjem. In je Trump poskušal prisiliti predsednika Herzoga, da bi preklical sojenje, čeprav tak preklic po izraelski zakonodaji sploh ne obstaja. In zdaj Trump ravna z Netanjahujem tako, da je razkril pogovor, kjer ga preklinja in pravi, da ga je rešil z zapora, kar sploh ni res. Trump ravna z Netanjahujem kot z vazalom in s tem tudi z Izraelom kot z vazalom. Poglejte, treba je povedati, da Trumpovo preklinjanje verjetno ni začelo s tem klicem. Izrael je odvisen od ZDA že dolgo časa. Mislim, ZDA dajo Izraelu strateško zaščito v OZN ter vso možno pomoč, strelivo in orožje. To je jasno. Ampak ne spomnim se, da bi Izrael kdaj tako javno ubogal ukaze ameriškega predsednika na način, ki ga naredi videti kot banana republiko, kot se to dogaja zdaj med Trumpom in Netanjahujem. To je malo sramotno. Izpodbijam trditev, da bo to pomagalo Bibiju na volitvah. Izgleda patetično. Zato ni presenečenje, da ga celotna izraelska opozicija imenuje Trumpova marioneta. In to upravičeno, saj se je z manevriranjem spravil v strateško in politično slepo ulico. V redu, rada bi malo govorila o pogajanjih, ki ponovno potekajo med Izraelom in Libanonom. Kaj lahko pričakujemo od današnjega kroga pogovorov? Predno odgovorim, bi rad povedal, da je leta 1957 Ben Gurion umaknil vojsko iz Sinaja na javno zahtevo Eisenhowerjeve administracije. Mislim, da se je pravilno odločil. Leta 1973 je Golda Meir, ko je Nixonova administracija rekla, da ne smejo obkoliti tretje egiptovske vojske, ki je bila na Sinaju, kaj ne,
Tako da je bilo veliko takih primerov. Leta 1982 sem šel v Libanon, kjer je prišel Reagan. Vse, kar želim povedati, je, da je tukaj dolga zgodovina. In mislim, da je za izraelske voditelje nujno, da so občutljivi na zahteve Združenih držav. Brez dvoma. Dokaz bo na koncu v dejanju, ker mislim, da ima Netanjahu prav. Če pravi, da je najpomembnejša stvar trenutno Iran in da je v tej fazi Libanon drugotnega pomena. In če pokažem prilagodljivost glede Libanona in lahko dobim, kar želim, upajmo, glede iranskega vprašanja, torej jedrskega, ki je tisto glavno, največja igra trenutno, se to splača narediti. Ampak da odgovorim na vaše vprašanje, je pravzaprav zanimivo. Lahko gledate na kozarec kot na pol poln ali na pol prazen. Ja? Na pol prazen je ta, da Hezbolaha nihče ne nadzoruje razen Irana, libanonska vlada nima nobenega nadzora in nič dobrega se ne bo zgodilo v Libanon. Ampak na pol poln kozarec je ta, da se te pogovori dogajajo, da vse večji delež libanonske javnosti želi skleniti mirovni sporazum z Izraelom, da so naveličani Hezbolaha, naveličani so iranskega vpliva v svoji državi. Ne zato, ker bi jim bili sionisti ali Izrael všeč, ampak zato, ker imajo radi svojo državo. Želijo, da Libanon ponovno uveljavi svojo suverenost. Jezi jih Hezbolah, ker je Libanon vpletel v to vojno. Naveličani so tega, da imajo zasedno milico, ki jo podpira Iran in ki lahko obvladuje njihovo politiko. Vidimo odpor. In mislim, da nam to daje razlog za previden optimizem glede prihodnosti.